Drage gledalke, dragi gledalci, poslušalke, poslušalci našega podcasta oziroma YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma, lepo pozdravljeni, z vami sem ponovno Peter Mikša in to je nova zgodba, nova epizoda iz serije Stebri slovenskega alpinizma. Torej, kot že veste, je to serija pogovorov z ljudmi, ki so s svojim delom, vzponi in tudi karakterjem pomembno prispevali k razvoju slovenskega alpinizma. Tokrat sem na Dovjem, torej v kraju, kjer se, lahko rečemo, vsaka pot slej ko prej sreča s Triglavom, ker je to kraj, ki ga je zaznamoval Jakob Aljaž, brez njega pa Triglav ne bi bil danes to, kar je, torej naša najvišja gora, ne bi bila tako pomembna in sveta Slovencem, bila bi mogoče zgolj najvišja gora slovenskega ozemlja. Tu se je z alpinizmom srečal tudi Janez Dovžan, naš današnji sogovornik. Janez izhaja prav iz te gorske vasice, kjer v bistvu lahko ugotovimo, da so bile stene in grebeni vsakodnevni pogled. V hribe ga je na Jago najprej vodil oče, mama je bila plezalka, že mlad fant pa je bil smučar oziroma je rad smučal. V 70-ih letih se je pridružil skupini, ki jo dobro poznamo pod imenom Mojstranške veverice. Dovžan je plezal z Mojstrančani, bomo o tem potem bolj konkretno. 73. Popravek je skupaj z Miho Smolejem kot prvi Slovenec preplezal znamenito steno El Capitana. Vzpon je takrat trajal 6 dni. Leto kasneje, 74. leta, je bil član odprave Yahoo 5, torej jugoslovanske alpinistične himalajske odprave, ki je prišla poravnati račune v narekovaju z Kangbačenom, torej Slovenci so bili tam že drugič in tokrat uspešno. Kangbačen, ki je visok 7900 in mislim, da 2-3 metra, še je bil takrat našim naklonjen, na vrhu je stal tudi Janez. 75. leta je sodeloval na odpravi Makalu, ne samo sodeloval, bil je med 7 pristopniki, ki so takrat pristopili na vrh, prvi jugoslovanski 8000-ak, letos obeležujemo 50 let, 11. oktobra je Janez stal na vrhu. A tisto, kar se je zgodilo po vrhu, velja danes za eno najbolj pretresljivih in hkrati najmočnejših dejanj v zgodovini slovenskega alpinizma. Da na kratko povzamem, potem bomo še več o tem. Ko se je Janez po uspešnem vzponu vračal nazaj v zadnji tabor, ki je stal na približno dobrih 8000 metrih, je srečal Zorana Bešlina, ki se je vzpenjal proti vrhu. Kazalo je slabo. Janez je Zoranu odsvetoval, naj se obrne, ker je bila ura že pozna in razmere niso bile ugodne za vzpon. Zoran je vztrajal, vrh je bil blizu in je vzpon nadaljeval. Ko se je Janez zvečer sestopil v šotor in tam preživel že drugo noč na višini 8000 in noč prespal, Zorana ni bilo nazaj. Ni se vrnil, Janez se je odločil, da kljub temu, da izčrpan in brez dodatnega kisika poskusi pogledati, kaj se z Zoranom dogaja, ali je še kje na gori živ in tako naprej. Ponovno se je povzpel par 100 višinskih metrov, Zorana ni našel, vrnil se je v tabor in nato zaslišal, kako se Zoran oglaša višje nad njim. Ponovno se je povzpel do njega, torej govorimo o višini 8100-200 metrih, kjer v bistvu je Janez naredil kar precej višincev tistega časa. Skupaj Zoranu je pomagal se stopiti v šotor, ampak zgodba se tukaj ni končala. Potrebno je bilo še priti nazaj v dolino, v bazni tabor. Gora je bila v bistvu že prazna, če si predstavljamo, vsi so se že spustili v bazni tabor in Janez je bil edini, ki je lahko Zoranu pomagal. Sestop je trajal in trajal. Na pomoč sta potem prišla v bistvu zdravnik Damjan Meško in
Janko Ažman, prijatelj iz Veveric, ki sta prinesla tudi kisikove bombe in na ta način tudi olajšala sestop. Pozor, Marjan Manfreda, poznam kot Marjon, je nekoč javno rekel, da je po njegovo prav ta zgodba zanj največja zgodba slovenskega alpinizma. Tudi o tem bomo. Je pa Janez plezal še v stenah Alp, Dolomitov, pa v Himalaji, Andih, po leti, po zimi, v skali, v snegu, ledu. Bil je, kot sem že omenil, aktiven smučar, pa gorski reševalec, je dolgoletni član Gorske reševalne zveze Slovenije. Leta 2005 pa je z vzponom na Ama Dablam simbolno na nek način zaključil to svojo himalajsko zgodbo. Vse te njegove prigode od otroštva naprej je zapisal v čisto sveži knjigi Z Dovjega do Himalaje. V današnjem pogovoru bomo torej spoznali, kako so ga zaznamovale prve ture, kakšen je bil vpliv Triglava, Dovjega in bližnje Mojstrane za njegovo plezalno življenje, zakaj je bil El Capitan zanj in nasplošno tudi tak mejnik, kako je doživel odpravo na Makalu, zakaj ga ni bilo na odpravi na Everest, pa marsikaj drugega. Torej, Janez, lepo pozdravljen. Dober dan, Peter, dobrodošel na Dovjem. Ja, hvala lepa, ker me gostiš tukaj, ker si se odzval, ker vem, da si zadnje dneve precej zaposlen s pripravo knjige, o kateri bova še. Torej, začniva z prvim vprašanjem, kronološko precej jasnim. Torej, začnimo, danes govorimo o tvoji knjigi, ki je na nek način popis tvojega plezalnega življenja, ampak vse se nekje začne, ne? Torej, kje si začel plezati, kje si se začel ukvarjati z alpinizmom, zakaj prav tam, kateri odsek, kraj? Ja, ta zgodba se resnično, kar se samega plezanja tiče, to se pravi alpinizma, začenja majhen presenetljivo za enega Dovžana, dvakrat Dovžana z Dovjega, še posebno, če so sosedje, takrat, ko sem jaz začel z alpinizmom, mojstranške veverice že bile zelo aktivne in je bil alpinizem v Mojstrani in seveda so bili takrat vključeni tudi dovški plezalci, pa predvsem reševalci. Takrat govorim o letu 65, pa 68 in dalje, do leta 73, tako kot je bilo omenjeno, kot si omenil, takrat so midva v bistvu šele z Mihom po preplezanem El Capitanu dosegla nivo mojstranških veveric in postala dva Dovžana mojstranške veverice. Ampak tisti pravi začetek pa seveda čisto logično se začenja na Dovjem, to se pravi z očetom Ivanom, z Jago, doma sem s kmetije in s kmečkim delom. Kmečko delo me je tega fantiča lahkega in drobnega ojačalo tako, da sem bil za tisto svojo težo, majhno težo 65 kg, 66, zelo močan. No, in to mi je pomagalo skozi celo življenje, alpinistično življenje, smučarsko malo manj, ali pa tudi lebdel sem na smučah. In je prav kmečko življenje tudi mi dalo drugo moč, to se pravi psihično moč. Vedel sem, da je treba delo upravljati. To se pravi, tisto, kar se začenja, je treba upraviti, pa znal sem tudi odnehati. In to je tisto bistveno, kar je bila tudi značilnost, kot sem že rekel, par let starejših v aktivnostih mojstranških veveric, ki so bili reševalci. No, tako se je to začenjalo. Mama je pa tudi plezala, ampak seveda z vodniki. Imela je tako močno dioptrijo, da mi je rekla, potem, ko mi je kasneje povedala sploh, da je plezala, je rekla, jaz sem jo vprašal, mama, a se nič ni bala te strašne globine? Je rekla, sem imela tako močne očala, da nisem nič videla, koliko je to globoko. In je bila stvar v tem, da sem imel to kar vgrajeno verjetno že rahlo. Taki so bili začetki, čeprav naš rod
mama prihaja iz Mojstrane, Rabičeva, je hčera Janeza Rabiča, hotelirja, in pa seveda je bil njen dedek pa Gregor Rabič, oba znana mojstranška vodnika, izmed ostalih zelo znanih mojstranških vodnikov tiste dobe. To je bila doba od 1890 pa do Aljaževih časov in še naprej. Takrat je bilo v Mojstrani čez 20 gorskih vodnikov, potrjenih, no, in so kar pridno upravljali svojo službo, Šmercev, naprimer, kar nekaj, Kotnikov, Koširjev, to so bili znani vodniki. In naša dva, to se pravi oba Rabiča, oče in sin, sta pa zraven še lovca. In to Janez Rabič je bil nadlovec takrat v Aleksandrovih časih med vojnama, v Aljaževih časih, in bil je zadolžen za vrata kot in krmo. No, in on je bil tudi organizator teh lovov, ki so takrat zaposlovali vse te vodnike kot gonjače tudi. Ne? In v bistvu je bil to tudi en del zaslužka v Mojstrani v tistem času. Hotel je bil pa, je imel svojo taksi službo, je bil urejen s tistimi 24 sobami in tam so bili stalni gostje, visoki uradniki in pa tudi gostje so bili naši, dosti Slovencev je prihajalo v hotel. Tudi dr. Miha Potočnik piše v svoji knjigi, kako jih je mama Mina, to se pravi žena, gostoljubno sprejemala v hotelu. No, in to je začetek, kot sem pa že rekel, ata pa prihaja z Dolgega, iz kmečke družine in je nadaljeval s kmetijo. Tak je bil goli začetek. Ampak ti nisi v bistvu uradno začel s tečajem tukaj, ne na Dolgem, ne v Mojstrani, ampak kaj v Ljubljani, pri Akademskem alpinističnem odseku. Kako? Ja, zdaj si me razkril. Ja, jaz sem v bistvu tisto osnovno plezanje sem začel na Akademiju, takrat je bilo to prvo leto študija, drugo leto študija v Ljubljani, in me je tisti Turn s Kapelca in vse tisto me je pritegnilo. Pa še, seveda za mojstranške veverice sem vedel, ampak enostavno ni bilo časa, ni bilo prilike. Ogromno smo smučali prej že, turno smučali, tudi s temi fanti, to so bila leta in leta in leta, ampak za skalo sem pa v bistvu se navezal s čelado in dobil prve inštrukcije, pa že leta 1966 v AO-ju, tako kot sem rekel, AAO, Akademski alpinistični odsek. Kdo je bil vodja, se mogoče spomniš? Takrat sem plezal z Rupnikom, Gregorjem, ne vem, kdo je bil takrat vodja, to se ta trenutek ne spomnim, z Janezom Gradišarjem, Rupnikom, Janjo, same fejspunce so bile, in smo plezali, sem bil tam na njih parih tečajev, ampak takoj že v istem času sem pa že z mojstranškimi vevericami začel plezati in to je bilo nekaj tisto, kar se je začenjalo. Ampak še ne kot član njihov, ampak... Ne, ja, bil sem član že leta in leta prej, že mnoga leta, sploh se ne spomnim kdaj kot otrok planinskega društva. Ja, ampak ne veveric. Ne, pa tudi ne alpinističnega odseka. Šele 1968, ko sem se vpisal v alpinistični odsek, pa isto leto v gorsko reševalno Mojstrane se je začelo, ampak tisto ta pravo plezanje z vevericami, to se pravi 4 vevericami, vemo Klavdij Mlekoš, Zvone Kofler, Janko Ažman, Janez Brojan. No, in ti so me parkrat smo bili po 3, pa največkrat z 2, zelo veliko sem plezal z Janezom Brojanom tudi, ampak že takrat sem začel plezati s svojim soplezalcem Mihom Smolijem. Midva sva ostala v navezi desetletje, več kot desetletje, in to je bilo tisto, kar mi kar zaigra srce, ker
Naveza pomeni v alpinizmu dosti več kot dva na eni vrvi. To je povezava v slabem, skoraj tako kot pa zakon. Povezava v dobrem in slabem in pa popolno zaupanje. No in to je tisto, kar se z veseljem in pa z globokim spoštovanjem spomnim mojih soplezalcev. To pomeni, v Ljubljani si na akademcu plezal in ko si se vrnil iz študija nazaj, in ko je bilo konec študija, pa si popolnoma začel plezati tule za okoliškimi. Ne, jaz sem nadaljeval tudi z akademci, z Janezom Gradišarjem smo še pravili kapitan. In to je bila ta veza osnovna z njimi, ki je ostajala, skozi je ostajala, se vrata smo hodili z veseljem vsi in tam smo se srečavali. Stvar je bila dosti bolj zanimiva in simpatična kot zdajle. Mi smo prišli vedno en večer prej in je bilo simpatično se v vratih srečati s tistimi navezami alpinisti, še posebno s Tržičani, Zaoja, to, kar govoriva zdajle. No in včasih je bilo bolj simpatično tisto v soboto zvečer v vratih, kot pa plezanje naslednji dan. In smo bili veseli, če je škrebljalo zjutraj po plehu, da ni bilo treba v steno. Se spomniš svoje prve take bolj, rečemo, alpske alpinistične ture, da si šel v steno, prva tura tvoja? Prva tura? Ja, prva tura je bila smešna. Za Aojem leta 1966 z Gregorjem Rupnikom v Planjavi X sva lezla, to je bilo to. Smešno za enega dolžana zdravega. Ampak tako je to bilo. Pol se je pa skokovito nadaljevalo. Pol pa, če vzamem tale moj mali koledarček, ne morem verjeti, da je bilo to v enem letu toliko splezanih smeri. To je tvoj dnevnik plezalni. To je moj plezalni dnevnik skozi leta, ampak moj vzpon piše tri besede. Dne tega in tega, s tem in tem sva zgledala tole, super je bilo. Ali pa dne tega in tega ni šlo, morala sva se vrniti. In tole je vse, kompletno, kar boste rekli. Tole je par sto vzponov, ampak tistih nekaj veljalo ostalih. Ostalih so bili kar tako migrede splezani, ker zame, čeprav se spet smešno sliši, pa ne povedati naprej, ni bil alpinizem tisto haj, ampak sem si ljubezen delil s smučanjem. To je bilo noro. Jaz sem smučal z istim veseljem kot plezal nekje fantastične stene, grepene, predvsem isto sem čutil, ko sem smučal v Celcu, ali tako kot sem že rekel, a sem lebdel v Celcu, v snegu, ali pa sem na pistah vozil urejenih z največjo brzino, kar je bilo možno. Zgleda, da sem rabil adrenalin direktno v žilo, da je ratal serotonin. Verjeten, to je to. Tako da je bila ljubezen deljena. Kak je pa bilo z adrenalinom, ko ste prišli 73. pod El Capitan? Spomnim se groze. Ko nas je pripeljal, spoštovani Borut Dekleva, tja z eno ogromno limuzino, ki se je skoraj vlekla po tleh, ker je bilo toliko železja za 6 alpinistov in za plezanje v tej steni. Smo se ustavili in jaz sploh nisem upal gledati v steno, ker je bila tako grozljiva tisti dan, bila je ogromna, po koncu nos je še nazaj, v isto senco je metal dol na dolino, na Merced v Josemitih. Najraje bi se obrnil pa zbežal, in jih gledam. Janez je rekel, Gradišarjev verjetno, on je rekel, ne gledati v steno, zdaj gremo tam v Camp 4, v Camp 4, tam je za alpiniste, tabla je in za pse, tam gremo na pivo. Pa dol smo gledali, tla pa smo se peljali pod tisto ogromno steno. Ob vstopu je bilo pa enako, ko smo vstopila takrat. Kako ste sploh prišli na idejo, da greste v Kalifornijo, El Capitan,
Sloveniji je takrat Himalaja in podobne stvari. Kako si prišel v to ekipo in tja? Ja, to je bilo spet slučaj. Vse take simpatične, velike stvari se slučajno naredijo, nepredvideno. In stvar je bila v tem, da je Borut Dekleva, profesor v Palo Altu, živi s svojo družino, s Kennethom, in pa je bil profesor na Berkeleyju. In on je prišel v domovino, pripeljal je Kennetha in gre na AAO in prosi, če bi kdo njegovega sina Pleza, starega 17-18 let, pelje nekam tlele v naše stene. In je bil Janez Gradišar, pa ga Janez Gradišar peljal. Mislim, da sta šla po slovenski, nekaj takega, in je bil ta Kenneth tako navdušen, da sta šla pa še eno turo, in je oče eno leto prej, če se ne motim, do 2 let prej, to se pravi, mi smo 73. Spomladi smo šli, to je moglo biti pol 72. Mu prav Janezu Dekleva, Borut, ja, pridite v Yosemite, sploh veste, kaj je to. Je rekel Janez, ne vem. No, in kar naenkrat se srečamo v vratih spet enkrat eno soboto, prav ti. Imamo povabilo, pejt, a gremo? Jaz sem rekel, sti nov, kam pa? Je rekel, v Yosemite, vel kapitan. Jaz sem pa proti, to je bilo leta 71, 72, spomlad. Je izšel alpinizmus, naročena je bila teta, pa mi je dostavljala te alpinizmuse, in vidim tam strahotne slike iz Yosemitija. Črno-bele so, še črno-bele je bilo še bolj grozen. Vseh teh sten z El Capitanom na čelu in vsemi ostalimi, Three Brothers, bla, 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 Sentinel Rock, zadaj pa Half Dome. To je bilo nekaj fantastičnega. No, in pa berem tam, da komaj kaj, da Evropejci to ne poznamo, ameriški način plezanja, ko se tista skupina, ki jo poznamo, Royal Robbins, čak pred Tom Frost, ko so splezali nos, 42 dni, to je tam pisal vse, a ne. No, in sem kar naenkrat vedel, kaj je to, ne. In sem rekel, Janez, ti nor, a tlele gor ne bi šli. Je rekel, gremo, če imam povabilo. In pa se takole zmenimo v vratih, z mojim soplezalcem, Janez Gradišar je rekel, nejcu za Plotniku takrat, ravno prav navdušen mu, da je bil veselje. In v vratih smo se srečavali s Tržičani, to so bili prijatelji, ta pravi. In Janez Lončar, pa Dušan Srečnik, smo bili kar za to, pa se je pa začelo tisto mučno, ne, spravljati, ker to je bilo pa le nekaj sredstev je bilo potrebno, da smo tja prišli, da bi tja prišli, pa še oprema. Za opremo tako pojma nismo imeli, tam si sicer pisalo v alpinizmu, kaj vse, ampak daleč od tega, da bi sploh vedeli. Tako da smo mi nabavljali tukaj naše tlele Jeseničane, pa Kroparje, pa take, smo pa še ene Zagozde smo si naredili, ker so počito, smo videli tam gor, in je Kenneth nam je povedal, to je čist drugače prav, ta fant. In sin od Dekleva. No, in smo zbrali, tako da smo lahko 73. leta šli. Malo so bili nejeverni vsi, ne, ker je bilo to nekaj, vi pa to vse na te nič naredili tam, kje pa. Greste v Hollywood, verjeten. No, ampak smo se kar znašli in je bilo zelo simpatično potovati tja. Veze smo imeli v Luksemburgu, Francija, enega našega sovaščana, v New York, moj dragi bratranec Boris, ko smo prileteli tja, tako da v Luksemburgu nas je on spravil na avion z vso tisto težko kramo noro. In pol smo leteli čez kontinent, tam so bili že simpatični naši rojaki v Palo Altu, v San Franciscu, Dekleva, pa Tonček Kovač z Bleda je bil profesor na Stanfordu, in pa Rode, Franci Rode, ki je bil pa glavni inženir v Hewlett Packardu.
No, in zame je bilo, za nas je bilo takole smo zijali, ker so nas ti profesorji so nas peljali v te svoje čudovite ustanove. Si predstavljate, da smo takrat videli Palo Alto, da smo videli Stanford, kompleten noter nas je peljal, ko so stolp s knjigami, kako so učilnice, kar tam na travu so bili tudi, v Berkeley, pa smo videli Hare Krishno, so se sprehajali sem in tja, takrat je bil Vietnam, takrat je bil San Francisco, s cvetjem v laseh. To je bilo čist nov svet. Hewlett Packard sploh takrat, ne? To se je začenjala Silicijeva dolina takrat. Tako da je bilo čudenje od začetka do konca. Če se vrneva k kapitalu, je bilo pa tisto naj, hladna prha, da je bilo treba to narediti in to zvesti. Problem je, da s tisto našim urodjem, ki se ga imamo s sabo, nismo mogli kaj narediti. No, in smo morali najprej iti v trg. To je Kenneth nas vse peljal, tako da smo nabavili v Santa Moniki, mislim, da je bilo v Mercedu, smo nabavili kline, te za gozde in ta prave, ti, ki naj bi tam, se jih imam še dol v kleti, sva z Janezom nekaj za spomin prinesla s sabo, z Gradišarjem nazaj, za eno navezo smo uspeli to skupaj spraviti. In Kenneth nas je skušal uvajati, nas je skušal otresti tega norega strahu, ko smo ga imeli. Dobro, se v tistih kratkih smereh, kjer amerikanski plezalci, ja pa tudi Mehičani so bili tam kar, dosti bilo od Angležev ne. Mehičanov je bilo več, pa Kanačanov, 3-4 smo spoznali, da smo se pa bili še prijatelji. So lezali kratke smeri. Luštkane tiste 100 metrov, 200 metrov, Moby Dick v velikih stenah. Spodaj in se vračali v Camp 4, tam se je papirček je pasal, pa malo se je še pokadlo, pa Zobač je takoj noter padel, naš Tržič je zajodlal in je bilo superca, no, tako da smo začeli s treningom v kratkih smereh, pol je bilo pa treba nekaj narediti, pa je bilo pa fertik, pa je bilo pa kje za konc in sva bila midva z Mihom, sva bila tista, nismo žrebali kar, pač midva sva bila poslana v prve bojne vrste in sva šla. In pa tisto trajalo, še to moram povedati, da sva začela najprej v nosu spodaj, na desni strani v padnici, direktno rahlo desno stebra, ki zapadno steno in južno steno ločuje. In sem jaz odletel ene parkrat, je bilo težko ko hudič tam, Miha ene parkrat, tako da sva scagala in sva zdela v kempu čist pobita, stisnil piram in me lopne eden po ramenu in prav, kaj zdaj? Prav, jaz sem čak pred, je rekel, pa bi šel rad enkrat v Chamonix plezati, to si želim v življenju. Vedel sem, kdo je čak pred. Kakšna? Sem se mu poklonil, sem rekel, bravo za tale vaš nos, to je pa fantastično, kaj ste zlezali Royal Robinsonom, Robinson pa z Mike Frostom. Ja, je rekel, kaj zdaj? Jaz sem rekel, kje pa, sva stlele gor, sva probala, pa sva čist polulana, fertik je, greva domov. Je rekel, glej, pejte vidva, jaz sem splezal pred kratkim triple direct in pejte vidva lepo spodnji del je Salate, da imamo to poličk pa čez $50, pa gre desno ob srcu, po Mjur, pa prečenca nihajna, pa v nos, pa ta prišla čez ta belko streho in fino ven, prav, čist lahko, fajn. Vse je bilo v redu, sem rekel, ampak kaj pa tam gor, če v previsu ostane še fertik, je rekel, se ta ostala, se sta močna, lej, kakšna sta, fertik ne boš nazaj, a ne, iz previsa vzgoraj. No in sva šla, no in pa sva jeclala tam spodaj, pa ga srala v prvem raztežaju, nisva upala, pa je pa šlo, enkrat začneš, greš. Pa traja tistih 6 dni,
problem je bil z vodo, gor sva izgubila vodo, predihajni prečenci v nosu, spodaj pod streho, to ta veliko Kjolin Hill, izolirala sama. In sva le prilezla po 6 dneh gor, na vrh, fantje so napravili presenečenje. Čak pred tem je povedal, kje pride ven, nos natančno, tako da so šli gor, Janez pa Nejc, pa Šoder, in so spustili na 80-metrski pomožni vrvici eno vrečko z vodo in s pivom. In sva bila mi dva tam gor tisti 5-6 dan, zadnji dan sva pa šla v Krokovinka. Iz Svedrovcev ven, izza vseh je bil pa tista, tako da je bil srečen konc, se lahko temu reče. Pa še pol, fantje so splezali, ne, čudovite stvari. Janez in Nejc sta splezala salate, wow, kakšna smer, puf. In pa oba Tržičana, Zobač pa Šoder pa vzhodni steber, čudovito smer. No, tako da smo zaključili. Čudovito. Ne glede na to, da smo bili rahlo prestrašeni na začetku. Ampak rezultati, ne, so bili res. Naslednje leto pa pol iz tega vročega kalifornijskega sonca v Himalaju. Torej na Kangbačenu si že na tej odpravi, jugoslovanski reprezentančni odpravi in uspešno tudi na vrhu. Kako si se počutil? Torej prvič prideš v državno reprezentanco, uspešno prideš na 7900. Kako a si imel občutek, da se dobro počutiš in tako naprej, da bi lahko še šlo višje? No, tako kot vsi vemo, so Himalaje sanje vsakega alpinista. Še posebno, če imaš le eno obdobje spoznavanja, to se pravi 10 let je bilo, če vzamem, da sem začel brati o alpinizmu leta 65, to se pravi pred 10 leti, pred Kangbačenom, tako da sem bil resnično dokončno zmotiviran, ko se temu reče, vse te strašne knjige Hermana Bulla in kar bomo rekli, Rebifaja, Tereja, naših, Zorana, a ne, Jerina, čudovito, in pa te naše odprave, Klavdij je bil že leta 68 na Purni, pa Janez Brojanov in Janko Klavdij, Janko Ažman na Makaluju 72 leta. Tako da diapozitivov smo videli še in še, filmov še in še, tako da sem se kar tresel takrat, ne, ko je bila Himalaja in Kangbačen. To je neverjetno, kako sem občutil sam Nepal, ko sem občutil Himalajo tako globoko, da ko smo po ledeniku nad Kangbačnom, nad planino Kangbačen, Ramtang se začne, ko smo zavili v Krokovinka, prej je bilo skozi grdo vreme in oblačno, kar naenkrat se je odprlo in se je pokazal Žanu. Severna stena Žanuja. Jaz sem padel. Nisem mogel verjeti, da je to taka lepota, da je tako nekaj fantastičnega ta stena. No in to je bil moj prvi stik s steno v Himalaji, ker sem prvič videl steno. No in tako je bilo ta močno doživetje, se me je vlekel ob vseh teh prelomnih točkah. Se je vlekel, ko smo prišli na greben Kangbačna in sem čakal, da se bo odprl pogled na Jalonkang pa na Kangchenjungo. To je bilo noro. To je bilo tako lepo, da se sploh ne da povedati. No in to je to, ne? To te potegne gor, da v Katmanduju, v Nepalu, o simpatičnih vseh teh vrstah plemen, ki smo jih prečili v teh 22 dneh, neverjetna doživetja so bile te napolni. In še potem uspeh je kaj češnja pol na
na torti vsega tega bila vrha, ne? Torej, Jaz se absolutno strinjam z Nejcem. Za Plotnikovo poti vsi poznate to, a ne. Kar naenkrat ugotoviš, to vsi poznamo, tudi ti, da v bistvu sam vrh je trenutek, zabliska se in je konec. Čeprav je želja, nenehna želja in motivacija priti na vrh. Ampak ko prideš na vrh, ne čutiš nič, a ne. Tista pot je fantastična, zato pa Nejc pravi, bistvena je pot. A ne. Tako da, ja, jaz sploh zelo težko razumem, ko se tako preklemansko poudarja vrh, a ne, nenehno vrh. Mnogokrat z Mihom, velikokrat sva odstopila, nisva prišla do vrha, sva odstopila nazaj in je bilo ravno tako fantastično, ne. Tako da to so zelo relativne stvari. naslednje leto pa si že potem na odpravi Makalu. Prosim? Naslednje leto, Ja. 75. pa si že na odpravi na Makalu. Torej, verjetno vsi ti vzponi, ki si jih naredil, ker je bilo, selekcija je bila, seveda, da si bil izbran in tako naprej. Prideš na Makalu, torej 8000-ak, tvoj prijatelj Zveverc Janko je na prejšnji 72. šel čez višino 8000, verjetno je ena taka magija posebna, ko te zanima, a gre, ne gre, bo šlo, v smislu, kako tvoje telo funkcionira na teh višinah. Ti si, glede na to, kar bomo še slišali, potem sploh s tem reševanjem očitno v redu funkcioniral na višini. Kako si se počutil, ko si prišel v to odpravo in potem, ko v bistvu si imel tudi možnost, da greš na vrh, ne? Letos obeležujemo 50 let Makalu, verjetno so bila neka pričakovanja, Jugoslavija, prvi 8000-ak bo, ne bo in tako naprej, in potem gre, ne, Šrauf pa Manfreda prideta, pa naslednja runda za Plotnik, pa Janko, pa Viki, pa Ivč, in ti imaš še možnost, da greš na vrh. Rad bi začel s Kankbačnom, a ne. Ti si me direktno vprašal o mojem telesu, a ne. Jaz imam verjetno to srečo, da sem zelo dobro prenašal višino. To se pravi, jaz razen kratkih glavobolov popolnoma na začetku, to se pravi, ko prihajaš 4000 na 5000, na primer, ne. Do 4000, 4800 nisem nikoli nobenih težav, sploh ne, niti glavobolov ne. Potem sem pa imel glavobolov, ampak samo par dni. Tako, do aklimatizacije, pri meni je bila aklimatizacija zelo kratka, zdelo, da bi bil dober šerpa, če bi bil v Nepalu. Ja, stvar je bila v tem, da sem na Kankbačnu mirno prenašal to višino in oba z Marjonom sva bila neverjeten, v tem močna, švoh, ta konstitucija, jaz nisem, moj dragi Janko Ažman, si nabaše tak tovor, da je groza, in jaz se ponesrečenca kamor hočeš. Jaz sem pod velikim tovorom takoj crknil, ampak sam sebe pa neverjetno obvladujem, tudi v tistih stenah, strmih in malenkost. Tukaj pa tudi, ampak se hvalim v bazi. En dan sem rekel, Madonna, tako fino, vi jamrate zdajle, poglej, nič meni. Mene se višinska sploh ne prime. Pa me vpraša, eden tam me vpraša od prijateljev, ampak ti veš, kaj je to višinska bolezen? Ja, sem rekel, to je to, da ti možgani utečejo. No, je rekel, če imaš pa v lobani majhne možgane. No, evo, to je zdajle pojasnjeno, ni. Tako da na Makalu je bilo pa enako. Ja. Jaz sem tako prima funkcioniral, ni bilo nobenega problema. In tako kot si že rekel, a ne, Janko Ažmanov, Šrauf, Marjon, ekipa, stara ekipa iz leta 72 je bila fantastična, a ne. Ti so natančno vedeli in me je presenetil, Šrauf me je presenetil, imel sem čast
biti tudi z njim v navezi, ko so se naveze so se sukale in menjavale. Tako kot napreduješ na gori, sem bil z njim kar precej, pa z Marionom tudi. In nisem mogel verjeti, ko je on plezal naprej. Flanki, ledeni, kakšna stena je to, brez konca, teh 3 kilometre. Je rekel, spomnim, tlele mora pa klin biti zdaj. Jaz sem rekel, lepo te prosim, Šrauf, kje pa zdaj ti vidiš v tem ledu klin? Pa je potovkal, pa še majhen šel naprej, vzaf je zagrabil klin. Kaj hočem povedati? Da brez teh fantov, ki so natančno vedeli, kam gremo in kje smo, ne bi tako lepo uspeli. To je Aleš res pametno. Aleš je bil strateg, to je bilo res peljano. Vsi vemo, ko so pohvale pol prihajale od Mesnerja, od svetovnih vrhov alpinizma. Da je bilo to nekaj neverjetnega, kaj so Slovenci naredili v tej steni. No, to je bilo to. Tako da jaz sem imel pa to srečo, tako kot sem že rekel, da sem bil s tem dvema in mi je lepo šlo. Zdaj, kako je to, sprašuješ, kako je bilo takrat gor. Stvar je bila taka, ki jo vsi poznamo. Tlele noter imam, to je knjiga z Makaluja, moj dnevnik, in to je to, kar vidiš vzponi. Vidiš po vrsti. Takole smo začenjali, vseh teh 40-50 dni, to je stena. Stena, tukaj smo začenjali, se vzpenjali in tukaj nadaljujem in to so moji vzponi. Moji vzponi so se v tem zadnjem delu ujemali s Šraufovim in z Marionovim do sem, do 8000. Takrat, ko sta prišla na vrh, sta ona dva nadaljevala in prišla na vrh. Jaz sem bil pa z njima do tabora 5, do 8000. Tam smo pa ugotovili, kot prva naveza, da od 3 ventilov eden ne dela. Takrat, v tistem obdobju je bila 8000 smrtna cona, kot vsi vemo. In nihče ni pričakoval, ali pa si ni drznil misliti, da bo lahko brez dodatnega kisika prišel na vrh. To je bilo znamo vsem trem tukaj, v Petki, na 8000. Je rekel Šrauf, žrebali bomo, šibice bomo vlekli, ta kratek gre dol. Sem rekel, draga fanta, vidva sta z leta 72. Jaz grem dol. Pa sem se obrnil in sem šel dol. Tlele. Pa sem šel čist do enojke. Prav, Aleš prav, ti še v redu, ti bo zdajle zaščitnica tukaj. In sem ostal zaščitnica v enki za ostale, ki so v tem času šibali gor, kot si jih navedel. Druga dva Janko in Nejc in tretja dva v tem razponu, v tem delu, tretja dva Vikl pa Juč, Kotnik. Jaz sem bil pa tukaj in z baze je prišel Zoran, se dobro počutil in so bila v zaščitnici. Na enki, pol pa mine dan, ti se vračajo, navdušeni, vreme je lep. Prosim, ko nora, Leša, daj pusti še naja gor. Poglej, bo šlo, lahko bo šla gor, pejva, poglej, daj naj jaz pusti. Ok, rekel, probajta, ampak počasa. In sva šla midva v tem času, ko so oni dol hodili, sva se midva vzpenjala. Najprej na enko, pa sva bila tukaj en dan, pa sva šla na dvojko, pa sva šla na trojko, in pol na petko. Ko sva prišla na petko, drugače je bila zmeraj razlika, na petki je bil samo en šotorček, ki je bil dolg, toliko že dolg, 3 metre pa pol, nekaj takega, in toliko širok, takole, 1,5 metra, nekaj takega. In tam samo zadnji se ostali, ko so šli na vrh, to se pravi Janko in Nejc, ali pa tudi ta prve dva sta prišla na vrh, sta se isti dan vrnila do Štirice. Vikl in Juč sta pa ostala
sta bila pozna, Ivče imel težave in sta ostala v petki, sta prespala tako kot midva z Zoranom, ko sta prišla gor. Vidiš, tule je ena zareza dol. Ta zareza pomeni, jaz sem bil zelo hiter s tistimi majhnimi možgani, in sem bil hiter šival tule gor, tako da sem jaz zelo zgodaj prišel gor. In ko pride Zoran za mano, Vikelna in Ivča še ni bilo dol z vrha. Ko pride Zoran za mano, vidim, da ni vzel bombe tule noter v sred Kisikove, ki sta jih Sonan in Pasen pustila, jaz sem mojo vzel, on pa svoje ne. Vsak je tele bombe sabo nosil od depoja, ker šerpe niso uspeli priti do petke gor. No in se vrnem jaz po Zoranovo bombo, ker sem se fajn počutil, sem bil super, takole pridem do dol in ko se pa vračam nazaj dol, Vikel in Ivč se vračata, ko se pa vračam nazaj dol, je pa začel jet stream se je spustil dol in je začel večerni vihar, tako kot je zmeraj zvečer. Pihal, ko noro je pihal to, tako da me je metal tale v steno, mi je razbil uro, čala, me je trgal, ampak sreče ostale na čelat. In v tistem novem viharju sem pol jaz zlezel do petke gor, noter je bilo pa poln šotor. Oni trije so se ulegli, ker smo bili štirje, jaz sem pa ostal v preddverju naslonjen na rukzu, ki je kompletno napravljen, vse, samo direze sem dol dal. Nič drugega. Na 8000, šotorček je visok ene tolikle, polkrožen, z te strani severne zasipa, nenehno pršni sneg, je pihal kot noro, ga nagiba, jaz sem mislil, da bom umrl noter. Me je stiskalo tla, nisem mogel dihati, nisem se mogel stegniti. Na 8000 dihati je grozljivo. Zame so bile zmeraj v Himalaji gor ne hoja in ne tisti vzponi, noč. Noči so bile muka. Zaradi tega, ker ti je enostavno zmanjkalo kisika že na 7000, kaj šele na 8000. In si se v grozu zbudil, hlastal za zrakom, ker si imel občutek, da te nekdo hoče zmečkati. Tule noter je tako tišal, noter, tudi šil. In se to dogaja meni tam noter, v tistem šotorčku, pa še stegniti se nisem mogel. Parkrat sem mogel tisti sneg odmetati, ki mi čist, takole sem mu srešil na šotorskem platnu, na najlon platnu, jasno. In sem šel. Sredi noči, zjutraj se je začel, rahlo se je začel daniti z lučko. Sem rekel, fanti, jaz grem, jaz bom crknil tule. In sem začel in sem se uspel gor na vrh, tako da seveda je bilo spet, komaj sem čakal, da bom prišel na francoski greben, to se pravi z južne stene, prideš na francoski greben in kaj vidiš na drugi strani? Na dosegu roke sta Lotse in Everest. In to je bilo nekaj fantastičnega. Videti z te višine, 8000, na greben je 8200. Ja, 8200, nekaj takega. No, to je bilo to, pa tisti oster francoski greben, to so tiste znane slike, znana slika. In pridem gor, Zorana čakam, že med potjo, na vrh kamina, takoj nad bazo, nad taborom 5, nad 8000, nad šotorčkom se začne ledeno polje, eno vrno dolžino, 50 metrov strmo, kar vorenk strmo, tako da si mogel se hudičev paziti. Pol je pa kamin, težek kamin, sigurno petka in tista, ne vem, kako so zlezli takrat, kako sta Šrauf in pa Marion takrat zlezla. To, vsaka ima čast, napelješ trk, 50 metrov. No, in na vrhu sem ga čakal, na vrhu kamina. Na francoskem mrazu sem ga čakal, na vrhu niti sekunda. Na vrhu sem samo posnetek naredil, pa se takoj obrnil.
To, kar sem že rekel, nobenega občutka, ker sem Everest že prej videl z grebena, polotce, pa čovju zadaj, bilo dobro. In lep dan je bil. Sam pihal je pa kot vrak, spet je bil tih jet stream, tako da sem mogel zelo paziti, da me ni odpihnilo. Tako da sem se takoj vrnil, se vračam in na grebenu, francoskem grebenu, tam je ta posnetek narejen, ki sem ga naredil, videl Zorana, prihaja šele. Pozem popoldne, 3, verjeten. Ure nisem mogel, ker me je razbil tlele. In mu rečem, Zoran, nemogoče, obrnem se takoj. Tole bo grozljivo, če greš naprej. V tem mrazu, v tem vetru. Nekaj momlal, rahlo je bil že, se mi je zdel, da sem rekel, dol moraš, glej. Tebi se višina, že fejst se ti pozna, že nisi več, ne znaš odločati več. Sem rekel, daj mi radijsko postajo, oni mu postajo in kličem v bazo. Rečem, Aleš, kaj zdaj, poglej, Zoran je pri meni, to je nemogoče, jaz mislim, da mora dol. Sem rekel, je rekel, dol ga sprav. Sem rekel, ne morem ga dol spraviti, kako? Jaz sem mu rekel, dol, kako ne naredim? On je na glavo večji od mene. Je rekel, daj mi postajo, pa je on poklical. Mislim, on je govoril z njima. Se ni dal pregovoriti, je rekel, jaz sem tik pred vrhom, poglej, saj samo tlele, par metrov. Sem rekel, to ni par metrov, zdajle stopne. Pol po stopni se pa začne, tista dolga flanka pod vrhu. Sem rekel, ti nimaš možnosti. S to brzino, kar si do sem prišel, s to hitrostjo ne boš ti prišel na vrh. Nič je pomagalo, sem šel dol, do petke, čakal Zorana ni bilo. Sem rekel, evo, krasno, odpihnilo ga je. Pa sem rekel, drug dan grem gor, jaz sem se dobro počutil, relativno dobro počutil, takrat je gorilnik crknil. Enostavno ga nisem mogel živeti več. Sem rekel, ok, do jutra počakam, jutra se vzpnem čez kamin še gor, če je zgoraj, da mu pomagam čez ta kamin dol, ne bo prišel, ni šans. Sem rekel, sem prišel do gor, je bilo v redu, čudovit dan je bil. Sem rekel, grem še do francoskega raza in sem šel še po polici do francoskega raza, ne par 100 metrov je. Tudi zgoraj ga nisem videl, tako da sem se odpravil nazaj. Ko pa pridem dol, bil še dan, pozno popoldne, pa slišim, Janez. Nisem mogel verjeti, pogledam gor, je bil pa na vrhu kamina, pa sem rekel, čudež božji, kako je ta človek preživel brez vsake opreme, sigurno je bil 8200, 8200-300. Na vrh ni prišel, torej tam nekje je obstal ali kako? Ne vem, če bereš njegovo zgodbo, je napisana v Planinskem vestniku, je napisana v Dušičini knjigi Makalu, tam ne gorijo malo, in tam ne definira točno, kje. Tako da jaz ti to ne morem reči, ampak sigurno je verjetno ostal, vsaj jaz si tako mislim, ker piše tam, da je nekam v eno luknjo vtaknil noge. To se pravi, je bil on pri tistih skalah gor, ker edin tam se je dal kam vtakniti noge. Več jih ne moreš, je zbit sneg, pa ja, led ali pa skala. Stopne samo, nič drugega, drugače je gor sneg do konca. No tako da je fenomen, to je zame nekaj kar se lahko naredi, da sicer so bila oba 3 dni brez dodatnega kisika čez 8000, ampak on je bil brez vsake zaščite od zunaj. No tako, to se pravi, ko jaz zlezem s tisto zadnjim očmi, sem še imel, takrat se je bil pa res konc. Skoraj da do vrha kamina prileti rukzak, to je še on opisal v knjigi, pa še on dol. Jaz nisem mogel verjeti, sem rekel, kaj ga bi se Zoran.
Če ne bi bilo mene, tam bi on zletel naprej, ker bi utrgal tiste, verjetno tisti klin ven, ali pa, hvala Bogu, sta ostala oba na štriku tam gor. Ampak on jih sreč name tako priletel, da je ta prvi ruksak spustil dol, pa je pa še on priletel, če ne bi imel bu z direzom, ampak je tako po stran dol priletel, se je povalil po tistem kaminu dol. Pa sem pa spodaj dol, sem ga počasi spuščal, odsekal štrak, ker so bile brez vrvi, in ga spuščal čez tisti led dol, tisti bilo, tam je bilo vorek strah, tam sem rekel, tleva pa šla midva. On ni mogel več, tako da sem ga spuščal porit dol do šotora, tam se je pa pol začela tista strašna noč, ker kuhar ni delal na začetku, pol sem ga pa le, udaril sem ga ne dvakrat s spinom, tako sem bil že jezen, jokal sem gor od jeze. Sem rekel, na koncu vzela zdaj vidva tlele brez tekočine, nič. No in pol pa le tisto, je le zajamral gorilnik, tako da so bile rešene, kar se tega tiče. Kuhal, skozi sem samo kuhal. On je rabil, jaz sem rabil. Zjutraj pa ni hotel dol. Je rekel, jaz slišim, zdaj že prihajajo, radijske postaje nisem delala več, do konca z baterijo. Je rekel, jaz slišim, zdaj prihajajo, tlele tako fino na toplem, seveda, no so bila v šotoru, v vrečah, vse, kar sva imela, sva imela na sebi. Je rekel, nobenega ni, cela gora je prazna, vseh 3000 metrov ni nobenega. Ampak sreč so bili, je bila vrv skozi dol napeta do enojke, do raza, spodnjega raza gora. No, pa se je začela tista kalvarija dol, po vrvi, grozljivo, ker on ima čisto trde roke in se je zelo težko spuščal, bil je težek, jaz ga tudi premakniti ne bi mogel, če bi zdrknil kam. Problem so bile dereze, nisem mu jih mogel pritrditi, gor jih ni mogel, absolutno ne. Sam in v tisti steni, strmi steni, je bilo treba skopati, tako da je lahko vsaj približno stal visel, da sem jaz pol tiste dereze se spustil pod njega, pa tiste dereze, a si predstavljaš, kako je to, veš, kako ne moreš nekomu drugemu pritegniti dereze gor, nemogoče. No in takle sem imela, tako bitko sem imela čez to steno 2 dni. Tisti dan, zjutraj sva štartala do Štirice, pol še do Trojke sva prišla v temi, po tretji dan pa dol, pa na grebenu do Jankota, pa do doktorja Damjana. Ampak sploh ne bi to uspelo, prepričan sem, da ne bi dol prišel, pa mogoče tudi jaz ne. Pa ne vem, no, jaz se nisem počutil, jaz niti enkrat nisem pomislil, da ne bi mogel dol. A ni čudno, kaj? Kje človek nabere toliko moči? To mi ni čisto jasno, natančno, v teh parih kilah. Zmozganem po 40 dneh stene. In so naju rešile bombe, njega, jaz jo tako nisem dal. Še ena bomba je bila noter v steni, tam kjer na 7000 pa nad Štirico, 7500, 7800, 7700, je še ena bomba ostala, v tistek sem se jaz pred 2 dnevoma vrnil dol in tista ga je rešila. Je pa bombo dobil gor, pa maske so imela tako sabo za nazaj, oba. In pa je pa šlo, pa je bilo pa superca. Ti nisi imel kisika sploh več? Ne, jaz ga nisem imel skozi dol, nič. On ga je imel pa samo ta konca, od takole gor nekako pod 8000, šlo je 8000. Takole dol, tukaj Stanaja pa že čakala, ne, tukaj Stanaja pa že čakala, pa je bila odrešitev, pa je imela domovina rešena. Ja. Ja, to je bila zgodba, nora zgodba, ampak sem prepričan, da je marsikdo dober, Marjon je zelo lepo to rekel, res, Zorana sem rešil. In
Zame je bila največja nagrada to, da takoj, ko smo prišli v Ljubljano nazaj, me pokliče Zoranova mama in se mi lepo zahvali. Prav, hvala, Janez, da si mi rešil sina. To je bilo to. Ampak sem pa prepričan, da dobro je. Te mojstranške veverice so vsi sposobni kaj takega narediti, to je čisto sigurno. Pa še marsikdo drug. Ja. Vsi poznamo zdaj, moram to reči, kaj se dogaja. Ob tem, ko komaj poznamo svojih resničnih moči. Zdaj, ko berem o Kylianu Jornet. On, kot veste, je 17 v enem tednu dvakrat na Everest, ima take neverjetne, brez dodatnega kisika, ima take neverjetne vzpone in take teke na gore, da enostavno ne moreš verjeti. In tudi on, berem ga. Tudi on sam ne ve, odkot mu te moči. To se pravi, neverjetno, koliko eno človeško telo prenese, ampak bistveni um. Ko obvladuješ in trdno sem prepričan, da je to vse odvisen od tega, ali znaš premagati paniko. Ali pa obvladovati strah, saj to je isto. Obvladovati strah, zdaj kako narediti, ima vsak verjetno, za vsakega je svoj način, verjetno, ampak panika je tisto, kar nas vrže, to je sigurno. Jaz niti enkrat tam nisem pomislil, da ne bom dol prišel, ni čudno. To je to. No, to je bila ta nora zgodba, ja, res je bila nora zgodba, ampak sem prepričan, da ti junaki, jih poznam, so nori, od Manfrede do Šrafa, cel kup jih je moje veverce. Stvar je taka, da se sploh ne zavedamo, koliko skritih moči, koliko moči imamo, dokler nas ne zagrabi panka. Zelo enostavna formula je, verjeten. Ne poznam, nisem Bog. Če gremo naprej v tej kronologiji tvojih odprav in to, torej 77. leta, 75. si prideš na vrh Makaluje, pokažeš v parih dneh, da se na višino dobro odrežeš, si še v Andih potem na eni odpravi 77. ampak 79. te pa na odpravi na Everest ni v ekipi. Zdaj, Jankota, na primer Ažmana, ko smo se pogovarjali, tudi ni, pa sem vprašal, zakaj, pa rekel, jaz sem zidal, ampak pri tebi je pa ena druga zgodba. Ti bi šel, pa se je neka stvar zakomplicirala. Ja, jaz sem se prijavil. Sem bil tudi mislim, da so bili 3 izbori. Imam vse napisano, imam dokumentacijo, kako sem tudi pisal na Planinsko zvezo. Ampak na dveh pripravah, če tako rečemo, ali pa izbori, ker se je bilo treba najprej prijaviti, pol si pa hodil na priprave. Na 2 sem bil, na 3 nisem bil več poklican. Mirno je bilo prekinjeno, vsaka komunikacija, prosil sem za obrazložitev, pa jo nisem dobil. Takrat nihče ni od Planinske zveze odgovarjal. Stvar je bila v tem, pol kasneje mi je Škarja sam povedal, da je, ko sem ga prosil, 10 let nazaj mogoče, imam dokumentacijo kompletno, ko mi je odpisal nazaj. Prav politične zadeve so bile takrat tako napete, 77. leta, da si politično odpadel. Konec. To je bila vsa njegova obrazložitev. Je rekel, v nadaljevanju sem hotel še zdaj v modernih časih, dokler je še Škarja, zahvaljujem se mu za čudovito odpravo, Kangbačen. Dokler bi mi Škarja to povedal, nisem nikoli dokončala tega. Tako da ne vem, kako se je to odvijalo, ampak v glavnem je dal vedeti, mi je napisal, da sem bil politično prečrtan. Ampak kaj pa je bil razlog tega političnega
Razlog ni bil naveden točno, ampak meni je jasno, v čem bi bil, ker sem bil doma v lokalni politiki, so me zaslišali in mi učitali, da jaz sem bil vodja odprave na Vajvaš, v Kordiljeru Vajvaš, ker smo prespali v cerkvi v Čikjenu. Čikjen je tisto zadnje mestece na 3000, preden se odpraviš čez Ande na vzhodno stran, kjer smo skušali splezati na Jerišanko, pa smo to se preobrnili, smo se odločili za Jerupaho, ker je izgledala prijaznejše za nas, stare junake. In tam v Čikjenu, preko moje čudovite veze Sepa Majerla, ki je bil soplezalec Mesnerja, on je bil iz iste vasi, župnik tam v Čikjenu, pater je bil iz iste vasi z Gorjaha, kot je bil Sep Majerl nad Lijancem in pa Mesnerjev prijatelj. Mesnerjeva knjiga, v svoji knjigi piše, kakšen čudovit odnos sta imela z Mesnerjem in ga Mesner smatral za svojega učitelja. In preko njega, preko Ricarda Cassina, preko Celsa Salvetija smo mi uspeli to našo čudovito odpravico mojstranških ob jubileju našem mojstranških alpinistov, planinskega društva, peljati, ali pa smo prišli, smo lahko prišli v ta zaščiteni del takrat Vajvaša, Kordiljera Vajvaš, nora skupina strma, vsi jo poznamo. In no, tam smo preko njih in pa seveda v Čikjenu nas je sprejel pater, ki je bil pa doma iz Gorjaha, je bil sosed od Sepa Majerla. Čudovita veza, nas je lepo tam, nas je prenočil in preko Celsa Salvetija, to je bil pa Cassinov prijatelj v Limi, Circolo Italiano je vodil, oddelek Kaj, Klub Alpino Italiano Lima, smo pa pol izpeljali to našo luštkano odpravico od začetka do konca. On nam je zrihtal Celso, nam je tam kompletno uredil prevoze, nam uredil burose, to se pravi volovsko ekspedicijo čez Ande na vzhodno stran. In ker smo spali v cerkvi smo spali na dvorišču ali pa v preddverju, prezbiteriju smo spali tam in ker je pač smo to objavili in pa je Kristl Langusto luštkano napisal v družino, sem bil poklican na zagovor in ker naj bi s tem, ne vem, podpiral kler ali nekaj takega, to je bilo zelo mučno obdobje. V mojem delu takrat sem tudi bil zelo hendikapiran, zelo prizadet, ampak tako je pač bilo, hvala Bogu je bilo samo to, da pač mi je Everest odpadel zaradi tega. Ker sem jaz vodil odpravo tisto v fantastično Kordiljero, baš sem zelo hvaležen vsem po vrsti in je bila pač. Tako to je. Everest mi ni bil obsojen, ta trenutek je čisto v redu, nikoli ne vemo, kje. Ja, res je. Gremo naprej. Torej, zanimiva razlaga, ker me je res zanimalo, ne, kako pa v bistvu te ne sledimo več potem v himalajskih odpravah, sploh na Everestu. Zanima me še nekaj. Omenili smo, da si bil odličen smučar in da si užival v tem. Zasledil sem, ti imaš enega prvih spustov z Triglava. Ja, z Grebena. Ja, zdaj, ali celo Mrak je bil še, ali je bil Mrak pred tabo, ali si ti? Ja, Janez Brojanov je bil, ja. Janez tako. Brojanov z Mrakom,
A ne? Mhm, mhm. In jaz mislim, da so bili oni kakšen dan prej, zdaj se ne vem, ali je bila to sobota ali so bile en teden prej, ampak jaz za njih nisem vedel, takrat to še ni bilo objavljeno, a ne? Oni pa za me niso vedeli, jasno, da ne. No, jaz sem čisto slučajno, je bilo to, niti nisem nameraval, ampak so bile tako čudovite razmere, pa takrat v tistem času, kot že prej rečeno, sem zelo veliko smučal in čez poletje sem smučal kar na Kredarici, tako da sem jaz mnogokrat, če je bilo le možnost, kmetije sem doma, to se pravi, med tednom je bilo nemogoče, nedelje so bile pa brez dela, so bile pa gospodov dan, hvala Bogu, in takrat sem lahko šibnil, kakorkoli že, na Kredarico, ker so bile smuče gore in čudovito užival na ledeniku. In en tak dan je bil fantastičen, tudi čudovite razmere, in jaz sem se vzpenjal tam gor, pa sem se kar vzpenjal, pa vse je bilo zalito, to ni bilo nobenih skal. Jaz sem rekel, to je pa ja fantastično, gremo še višje, gremo še višje. Gremo še višje in sem prilezel smučar na ramah, na greben, gor. Brez vzroka, nič, samo smučal sem, a ne. No in to je bilo to, in potem sem s tistega grebena čudovito smučal. Mislim, da je bilo takrat, seveda je bilo takrat, če se ne motim, ja. Je prišel še Gregor Klančnik takrat gor in so bile simpatična dekleta tudi gor. Takrat, in smo imeli čudovito popoldne, Nejc je bil meteorolog, nam je pekel jajca, čudovito nas je gostil. To je bilo nekaj najlepšega v mojem življenju. Smučal sem z grebena, ne z vrha, z grebena malo višje gor. In pa Nejc nas je gostil, lepa dekleta so bile zraven, pa Gregor Klančnik. Ja, predsednik, bil takrat. takrat predsednik Ja. Matice je bil, ne? Ja, dolgoletni. Ja, z moje strani je doma. Ja. Ja, seveda. Ste že takrat rekli temu Stric alpinistično smučanje? Pojma nimam, ko smo tismo rekli. Nič, smučali smo. Ja. Ker to je Zdaj. Orang, ti si v bistvu, če sem prav zasledil, se spustil v liniji tega Millerjevega kamina. Ja, dol, drži. torej, mislim, Direktno dol, ja. ki Na ledenik. nima veliko ponovitev, oziroma so to resne, danes so to resne stvari, ampak vi ste takrat uživali. Danes so verjetno še resnejše, ker je zmeraj manj snega. A ne? Takrat je bilo to nič posebnega, to je bilo 45 stopinj, smo bili navajeni tega smučanja, smo smučali na vseh koncih in krajih. Zelo veliko sem smučal takrat turno in je bila to najmanjša malenkost takrat smučati dol. Pa spodaj se izteče, a ne, tam nimaš kam past. To je res, ja. To je bil ledenik do roba, to je bila nora smučarija. Zdaj smo pogledali eno takle tvojo širšo pot, zdaj pa imam zelo kratka vprašanja. Lahko je odgovor tudi zelo kratek oziroma samo enostavčen. Če zdaj pogledaš nazaj na svojo plezalno pot, kateri izmed tvojih vzponov se ti je zdel najtežji? Ne nujno ocena, ampak najtežji vzpon zaradi psihično napornega, karkoli že, a je to Makalu in potem Sestop, ali je lahko določiš kakega? Pon. Ja, smer, da torej preplezana neka smer, ki se ti je zdela najtežja. Najtežja je bila Kasinova smer v zahodni Cini. Taka gre nad streho, pride na desno stran gor. To je ena klasična 6+, takrat v naših časih. Ampak tista je bila pa res, tista je bila pa nora. Še predvsem zdajle analiziram nazaj, ja, ni čudno, ker Kasin je to v 40 letih, to se pravi 1930, 32, 35, takrat je bil on na višku, je plezal v plezalkah. Mi, bumbari, osli, smo pa plezali v grifankah, z vibram podplati. Jasno, da se je Kasin igral na tistih malih oprijemih, ker čez to veliko streho v Cini, v zahodni Cini, to loviš, oprijemi so taki, da zdržaš samo trenutek na enem oprijemu. Takrat v naših časih. Vibram pa sploh ni prijel nikjer, ne na tistem. Ni bilo nobene vzbukline, nič. No, tako
Tako da ta je bila ena od najbolj živčnih, pa zaradi tega, ker je bilo zelo malo varovalnih klinov, je pa prečka. Vsi vemo, vsi sovražimo take težke prečke, ker tam pa grejo živci, ker tam pa padeš, fertik, konec. In tam na to veliko streho ni šans, ker je spodaj streha, v bistvu v zraku. Kateri dosežek oziroma katero smer šteješ kot tvoj največji dosežek? Razložiš to bolj? Moj največji dosežek? Ne tako, da rečeš najtežja, ne, ampak pač tam, kjer si dal največ sebe not. Dal največ sebe. Ja, to je bil verjetno ta povratek z Zoranom, z Makaluja navzdol. Ampak ne samo plezanje in vse tisto tam gor, če to je bilo ohohoj, ampak ta povratek je bil grozljiv. Nisem vedel, ali bo prišla dol ali ne. Se mi je zdelo, no, da bo to, ker je res taka markantna stvar v tej tvoji zadevi. Obstaja za Janeza Dovžana kakšna gora, stena, linija, ki si jo želel, da bi jo preplezal, pa ni prišla na vrsto, ali pa si poskušal, pa ni šla, to ko vprašam, rečejo, ja, Čerotore, ali pa Eiger, ne, generacije 60-ih, 70-ih, Eiger, Jurasi, Matterhorn, tam sem probal, pa ni šlo, ne. Imaš ti kakšno goro? Gora, Everest? Ki si v bistvu, ki se ti zdi, da pa, ne, ti ni bila usojena, ali pa da bi si želel, pa da bi jo imel. Samo Everest. Everest. Samo Everest. Vse ostalo je majhno proti Everestu. Nič ne pomaga, tako je to narejeno. Ne. Tako je markanten, tako sem ga gledal z vseh koncev in krajev. Ne toliko z vzhoda, zahoda, gledal sem ga za Madablama, ne, to je bil nekaj fantastičnega. Ne. No, to je to, ampak dobro je. To, a veš, stvar je v tem, da ena želja ti pa mora ostati. Vse želje ne smejo biti. Mora ena ostati. Je pa toliko zadoščenja v vseh teh letih, da v alpinizmu in nasploh v življenju, tako da je starost enostavna, pa lepa. Hvala za to misel. Greva naprej. Torej, če bi danes po vseh teh desetletjih tvojega plezalnega ukvarjanja, ko si spoznal ogromno ljudi vezanih na plezanje, moral izpostaviti enega, ali pa rečemo 3 osebe, za katere lahko rečeš, da so te naredili plezalsko, to, kar danes Janez Dovžan je, ki so vplivali na tebe z ideologijo, s prijateljstvom, ne? Težko je verjetno v tej množici izpostaviti 3 ali pa enega, ampak lahko rečeš, ti pa ti so najpomembnejši za moj. To je pa najbolj enostavno vprašanje, ki si ga danes postavil. To so moje vrtce, čisto siguren. To je bilo čudovito plezati. S Klavdijem ena umirjenost, neverjetna. Z Jankotom ena predanost, moč, 100% mu zaupaš. Janez, živa energija, čudovito je bilo s tem fanti plezati. Moj Miha, to ga sploh ne štejem, ker ta je bil pa kar del mene, leta in leta in leta je bilo to nekaj najlepšega. Cel kup enega smeha, cel kup enih luštkanih stvari, kar je bilo težko, zdajle vidim, sploh ni bilo težko. Kar je bilo na robu, sploh ni bilo na robu. Spomnim se reševanj težkih, to je pa nekaj drugega, kot midva sva zdaj govorila samo o plezanju, ne, ampak plezanje je užitek, plezanje je pesnica, reševanje je pa delo, tam je pa garanje, tam pa ni več heca, tam je pa neverjetna odgovornost, ne, ker v bistvu tam odgovarjaš, ko zabiješ klin, ko spuščaš, odgovarjaš za skupino, za celo tisto ekipo, ki sta najmanj 2, 3, 4, največ 5, 6,
na enem sidrišču in ko se sidrišča menjajo, in ko to potuje tam, je pa običajno plezanje pesmica, zabava. Tako da to je bilo to. To je pa drugo poglavje. Ne? To pa spet lahko govorijo, ampak moramo videti, da počasi Moramo počasi, ker prihajamo do zadnjega vprašanja, ki je pa vezano na to, da čakamo že kdaj bo zvonec, ker Janez danes pričakuje pakete svojih knjig. Zdaj pa, da grem na zadnje vprašanje. Danilo Cedilnik, ko sem se pogovarjal z njim in sem ga vprašal, zakaj slika, zakaj to, je rekel, ker je plezanje tako bogato, taki močni občutki so, da marsikdo potem to želi dati ven, deliti na različne načine, kot zapis, kot slike, kot fotografije in tako naprej. Kako smo prišli do tega, da čakamo zdaj na tvojo knjigo, tvojo v bistvu avtobiografijo na nek način plezalnega življenja? Zakaj si čutil, zakaj so te pregovorili, verjetno, in dobro je, da jim je to uspelo, da dobimo novo zgodbo, novo v bistvu pri nekaj, kar bomo v bistvu lahko brali in kar ostane. Ne, tole pa zdaj si uganjeval, in nisi uganil. Dokončno, ker to zdajle ni taka knjiga, kot so običajne te plezalne knjige, ki natančno opisujejo plezanje, ampak v bistvu so hudomušne zgodbice vpletene. Eno poglavje ima naslov Resno plezanje in to ti pove lahko vse, v čem je stvar. Vse ostalo pa ni tako resno. Tako da je to taka nenavadna knjiga, ne vem kako, da po resnici povem, moji dragi, ti točno veš, kdo mi kot Zdrašlar, in spoštovani, moj dragi prijatelj, šef didakte, Rudi Zaman, sta me prigovarjala in me skoraj prisilila. Tako da sem v tej knjigi na koncu napisal v moji besedi, da ste me spravili ob ne vem koliko let življenja. Ker to je moj dnevnik z Makaluja, vidiš, je kar napisanih nekaj besed, nekaj zgodb, ampak daleč od tega. Nisem noben pisatelj, daleč od tega. Jaz občudujem Vikija Grošlja, Vorenk. Ampak sta me kar prisila in zdaj, ker nekaj ratalo, bomo videli, kaj je to. Dobra sta, da sta me prisilila v to, da sem tole dokončno skupaj spravil. Ne ostane skrivnost, dokler jo ne boš Peter vzel v roki. Ja, in poslušalci, tako. Jaz sem vesel, da so te pripravili, vesel sem, ker pač kot zgodovinar vem, kakšen je pomen knjig, kljub temu, da smo danes v nekem času hitrih informacij, spleta in tako naprej, je knjiga tista, ki ostane tudi za naslednje generacije. To je v bistvu na nek način garant, da te zgodbe, tisto, kar je nekdo doživel in zapisal, potem lahko berejo še, tako mi beremo Kugija in ne vem koga še. In pametno je, da so takrat že tako razmišljali in da si se ti pustil pregovoriti. Pustimo v glavnem vsebino bralcu vsakemu samemu, ne smemo preveč iti. Tudi pa ne smemo biti predolga, ker bo vsak čas pozvonilo, zato v bistvu zaključujemo zgodbo. Janez, hvala, ker si z nami delil svoje res zanimive, močne zgodbe iz zgodovine slovenskega alpinizma. Hvala poslušalke, poslušalci vam za pozornost, ter da spremljate našo serijo Stebri slovenskega alpinizma. Se slišimo
vidimo v naslednji, do takrat pa, kot je v navadi, srečno. Hvala tebi. Ja, Hvala tebi za to čudovito priložnost. Vesel sem, ne, da smo jo lahko delili. Srečno. Srečno.